V hotelu Diana je potekala zaključna konferenca Ljudske univerze Murska Sobota, v okviru katere so predstavili projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019. Zbrane je pozdravil direktor Ljudske univerze Murska Sobota Dejan Dravec. Časom nedavno smo bili udeleženi na nacionalni zaključni konferenci projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc vseh konzorcijskih partnerjev v Sloveniji. In takrat je imel govor tudi Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, ki je tudi že sam zelo lepo omenil, kako zelo pomembno postaja izobraževanje starejših zaposlenih. Namreč naša država se hitro približuje velikim demografskim težavam, nataliteta konstantno pada, vse več je starejših zaposlenih. Ciljna skupina 45 plus bo vse pomembnejša skupina ljudi, ki se bo morala dodatno izobraževati, da bo zadostila potrebam trga dela. Tako da bi rekel, da me zelo veseli, da to opažajo tudi že drugi, ker v letu 2016 bi rekel, da se je zgodil prvi strukturni premik k reševanju tega problema, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisalo razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019. Takrat smo sestavili projektni konzorcij v Pomurju, pri katerem smo predvsem skrbeli za regionalno pokritost, tako da bi vsi prebivalci pomurske regije imeli enakomeren geografsko gledano dostop do izobraževanj. Kompetence predvsem zajemajo neformalne izobraževanja, s katerimi si ljudje lahko pridobijo dodatna znanja. Kot je naš spoštovani moderator že omenil, projektni konzorcij, s katerim smo se na projekt prijavili, so sestavljali oziroma zaenkrat še sestavljajo še 3-4 dni in bo uradno zadeve konec. Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje. S tem smo pokrili regijo Murske Sobote in okolice, Lendave in okolice, Gornje Radgone in okolice, Ljutomera in okolice in seveda Lokalna razvojna fundacija za Goričko. To je bil korak, jaz bi temu rekel, oranje ledine in prvi sistemski premik k reševanju vprašanja težav demografije, ki prihaja. Verjamem, da je to komaj prvi korak, zato sem tudi gospoda predsednika Gospodarske zbornice Slovenije omenil, ker računam na to, da se bo cela država počasi premikala v to smer. Podobno zadevo je omenil tudi murskosoboški župan na prvem govoru v novem mandatu v mestnem svetu, ko je ta problem naslovil, in takrat je omenil, da je sam naredil raziskavo, da bo v Murski Soboti oziroma Pomurju še hujše kot v povprečju Slovenije. Zato tudi apeliram, da javnost razume, kako pomembni so ti pristopi pri reševanju teh težav. Ko smo projekt kompetence izvajali, recimo, sem večkrat šel po mestu in me je kdo ustavil in je rekel, joj, kako prijetno je, kako zadovoljni smo, ker vem, da so se naši učitelji zelo trudili, tudi ne samo poučevati, ampak tudi ustvarjati zelo prijetno atmosfero, kar sem jim globoko hvaležen, ker tako kot delamo študijske krožke in gremo v lokalne skupnosti, se pravi med ljudi, tako tudi ta efekt, ta čustveni, psihološki efekt pri ljudeh je zelo pomemben in tudi daje prepoznavnost instituciji, kot je Ljudska univerza Murska Sobota, ki bo drugo leto praznovala 60 let neprekinjenega obstoja in rad verjamem, da bo potem nadaljevala neprekinjeno še naslednjih 60 let in to svojo uspešno zgodbo tudi nadaljevala. Zelo bi se zahvalil vodji projektne pisarne Alenki Kučan, ker seveda morate razumeti, da ta projekt je bil vreden čez 900 tisoč evrov, zajemajo veliko kompleksnega dela v ozadju, ki ga nihče ne vidi, terjajo veliko stresa, veliko organizacije, veliko usklajevanja. Zahvalil bi se vsem projektnim partnerjem, ki so svoje prispevali v istem kontekstu kot v naši instituciji.
Zahvalil bi se jim za organizacijo in zahvalil bi se jim vsekakor za najem teh učiteljev, ki sem jih že pohvalil, ker oni so tisti končni stik z uporabniki, ki potem odhajajo zadovoljni z naše ustanove. In prav ta strokovni, pozitivni pristop opogumlja tudi druge, da se udeležujejo naših tečajev, ker zdaj že izvajamo drugi del tega projekta pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2, ki bo trajal do leta 2022. Takrat, ko se je to začelo, smo dobili tudi projekt Svetovanje 1622, ki pomeni neko celostno podporo temu izobraževanju. In v tem kontekstu želim, da se ta zgodba nadaljuje. Vse podrobnejše informacije pa vam bodo predstavili drugi, ki so bili do kolen vpleteni v to zgodbo. Bomo pa seveda tudi zdaj nekaj slišali o predstavniku gospodarske zbornice v lokalnem okolju, ki bo prav tako naslovil temo, kako vidi gospodarstvo pristop do izobraževanja starejših zaposlenih. Ravno gospodarstvo najbolj občuti staranje družbe, vendar pa staranje družbe pomeni tudi izkušnje. Predstavnik Pomurske gospodarske zbornice je predstavil pogled gospodarstva na izobraževanje starejših zaposlenih. Čestitke partnerstvu za uspešen zaključek projekta, za izvedbo. Mejniki so zato, da se slavijo, torej danes je čas, da slavite, jutri je nov dan. Evo. Toliko za uvod. Hvala organizatorjem, da so nas povabili, da predstavimo pogled gospodarstva na izobraževanje odraslih. In predlagam, da začnemo nekje v bistvu moja predstavitev razdeljena na 3 sklope. Prvi sklop bo predstavitev dejansko pogleda gospodarstva na izobraževanje na slovenskem nivoju, drugi del pa predstavitev stanja na področju Pomurja in aktivnosti Pomurske gospodarske zbornice v tem sklopu. Pri pripravi prezentacije sem nekako prišel v prvi vrsti do te dikcije. Država želi z različnimi programi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebuje zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in sodelovanja v sodobni družbi. Zakaj? Se vsi vprašamo. Dikcija je navedena, včasih se nam pa poraja vprašanje, zakaj država spodbuja aktivnosti na tem področju. Ker lahko samo ustrezni kadri in kvalitetna delovna mesta prinašajo socialno blaginjo in varnost. Torej, kvalitetna delovna mesta, kompetentni zaposleni so tisti, kateri prinašajo dodano vrednost v naših podjetjih in so osnova za dolgoročni razvoj in rast podjetij. Pa si poglejmo nekaj dejstev o stanju na trgu dela ter potrebah slovenskega gospodarstva. Delodajalci bodo nenehno potrebovali delavce, mlajših bo vedno manj. Gospod Dravec je že omenil, da se demografska slika v Pomurju in v Sloveniji drastično spreminja, kar bo tudi vplivalo na potrebe delodajalcev pri iskanju ustreznih kadrov na trgu dela. Trenutno je upokojitev starejših delavcev toliko, kolikor je stopa mladih na trg dela. Torej, zaenkrat se še nekako uspejo zadovoljevati skoraj vse potrebe na trgu dela, čeprav je povpraševanje in uvoz delovne sile iz tujine zelo močan. Da bodo podjetja lahko ohranila stabilno bazo delovne sile, bodo morala zadržati ljudi nad 45 let. In to ne bo enostavno, saj na trgu ne bo zadosti mladih kadrov, katera bi zadostila vse potrebe slovenskega in tudi pomurskega gospodarstva. Po demografskih napovedih bo leta 2025 povprečna starost v Sloveniji nekje 47 let, kar bo Slovenijo uvrščalo med eno najstarejših držav po populaciji na svetu. Problem, katerega se dejansko moramo vsi tudi zavedati, vsi, kateri aktivno delamo z različnimi ciljnimi skupinami, tako v gospodarstvu kot v drugih segmentih in smo povezani z trgom dela. V prihodnjih letih se bo število aktivne populacije v starostni skupini 50 do 64 še povečalo. Število ljudi v skupini 25 do 49 pa
bo začelo oziroma bo upadalo. Zaradi tega se podjetja ne bodo želela na hitro odpovedati starejšim delavcem, torej izkušenim in tistim, kateri lahko prenašajo znanja, kompetence na svoje mlajše kolege. Zavedanje delodajalcev se pri tem krepi, kar tudi se kaže pri prisotnosti različnih zaposlenih oseb pri delodajalcih na različnih delavnicah in usposabljanjih, tako v okviru aktivnosti, katere nudimo mi na Pomurski gospodarski zbornici, kot tudi pri aktivnostih naših partnerskih inštitucij. Pomembno torej je, da starejši zaradi vsega navedenega ohranjajo in pridobivajo tiste kompetence, ki jih bodo potrebovali v prihodnjih obdobjih. Anketa iz leta 2016 je glede vključenosti odraslih v izobraževanje pokazala, da je v izobraževanje odraslih vključenih kar 46% odraslih od 25 do 61 let. Ta podatek je nad povprečjem Evropske unije, je pa pomembno tudi to, da je večinoma izobraževanje povezano predvsem z potrebami delodajalcev na delovnih mestih. Torej, delavci se predvsem izobražujejo pri pridobivanju tistih kompetenc, katere sledijo njihovim zaposlitvam. Gospodarska zbornica Slovenije je v letu 2017 na vrhu slovenskega gospodarstva podala določene smernice oziroma ponudila nastavke za razvojno partnerstvo med različnimi subjekti na področju državne politike zaposlovanja, in sicer z namenom, da se poveča stopnja delovne aktivnosti starejših z 41% v letu 2016 na vsaj 50% v letu 2025. Predlagala je tudi določene ukrepe na 3 ravneh. Torej, prvi ukrep bi bil povečevanje stopnje delovne aktivnosti starejših z različnimi ukrepi. Kot predlogi so bili podani ukrepi večje vlaganja podjetij v izobraževanje in prilagoditev delovnih mest za starejše, ter odprava zakonskih in drugih omejitev za zaposlovanje starejših delavcev. Drugi ukrep, izboljšanje zaposljivosti in zdravja starejših skozi različne mentorske sheme in promocijo zdravja ter boljših delovnih pogojev na delovnem mestu. Torej, ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu, kateri so tudi že zakonsko predvideni v zakonodaji. In seveda skupne aktivnosti delodajalcev ter ostalih predstavnikov sindikatov za namenom motiviranja starejših za pridobivanje novih znanj. Tretji predlog ukrepov pa je daljše ostajanje v zaposlitvi. To je dejansko tudi že v zakonodaji predvideno, torej z delno upokojitvijo ali pa z reaktivacijo nazaj na trg dela. Razvojni cilji slovenskega gospodarstva so predvideni nekako oziroma začrtani v tej smeri: dvig dodane vrednosti na zaposlenega do 60.000 v letu 2025. Trenutno smo na številki okrog 43.000, pomursko gospodarstvo nekje na 32.000 evrov. Torej, čaka nas še ogromno dela na tem segmentu. Dvig izvoza z 31 milijard evrov na 50 milijard evrov, tudi ogromni preskok do leta 2025, čeprav je Slovenija močno izvozno usmerjena država, ter dvig povprečne plače iz 1600 na 2300 evrov. Osnova za dvig navedenih kazalnikov so seveda delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in predvsem z kompetentnimi zaposlenimi. In poti do teh ciljev: dvig kompetenc in znanj zaposlenih, prav to ste počeli v projektu, katerega zaključujete, konstantno vlaganje v razvoj in raziskave, internacionalizacija in mednarodno poslovanje. Zaradi majhnosti Slovenije je to zelo pomemben segment v delovanju podjetništva in gospodarskega okolja. Pametna država, torej spodbujanje digitalizacije, izzivi industrije 4.0, torej strategija pametne specializacije in podobno, ter seveda konkurenčno davčno in poslovno okolje. Delodajalci se na tej poti do dosege vseh navedenih ciljev soočajo z različnimi izzivi. Nove tehnologije, nenehen razvoj, digitalizacija vseh procesov, zaradi tega tudi na Pomurski gospodarski zbornici
Močno izvajamo aktivnosti na tem področju. V teku je 3-dnevna digitalna akademija za pospeševanje digitalizacije malih pa srednjih podjetij in vedno bolj bodo pomembna večfunkcionalna znanja, torej fleksibilnost zaposlenih v podjetjih. Interes za tehnične poklice se kljub aktivnostim še vedno ne odvija v dovolj veliki meri, torej je še vedno premajhen. Zato je nujno nenehno usposabljanje in oblikovanje posebnih metod, s katerim bomo lahko zadržali motivacijo tudi pri starejših, torej pri ciljni skupini 45+ oziroma pri ciljni skupini 55+. Ravno danes je nacionalna konferenca v Ljubljani za ciljno skupino 55+, z tudi močno zasedbo državnega vrha, kar pomeni, da država daje močno spodbudo in tudi poudarek pri zaposlovanju in dvigu kompetenc za navedeno ciljno skupino. Kaj pa so večfunkcionalna znanja? Večfunkcionalna znanja so tiste, katera prinašajo večjo fleksibilnost in jih lahko delimo na teoretična in strokovna znanja, podjetniška znanja oziroma znanja o podjetnosti, digitalna znanja, sodelovanje in komuniciranje ter ročne spretnosti. V naslednjem grafu vidimo, da bodo do leta 2025, vir podatki Gospodarske zbornice Slovenije, ročne spretnosti pri vseh profilih oziroma na vseh stopnjah izobrazbe dosti manj pomembne kot ostale kompetence zaposlenih. Torej, pričakuje se dvig znanj z področja digitalizacije in digitalnih znanj ter z področja sodelovanja in komuniciranja. Ne pomeni, da bodo ročne spretnosti izginjale, ampak zaradi vedno večjega poudarka na digitalizaciji bodo pomembna predvsem znanja na tem področju. Izobrazba delovno aktivnih. Trenutno je v Sloveniji nekje 854 tisoč delovno aktivnih prebivalcev. V tem grafu vidimo stanje leta 2007 in stanje leta 2017 in če samo pogledate na levem delu prvi graf in na desnem delu prvi graf, torej vidimo v javnem in zasebnem sektorju se manjša število zaposlenih z nizko izobrazbo, torej z osnovnošolsko in samo končano poklicno izobrazbo, povečuje se število zaposlenih z tehničnimi poklici, srednjo izobrazbo in visoko strokovno izobrazbo. Kaj nam kažejo demografski trendi? Živorojenih je nekje cirka 20 tisoč, do leta 1985 so bile močne generacije, okrog 26 tisoč prebivalcev novorojenih oziroma živorojenih v posameznem letu, kar je omogočalo zadostno količino delovne sile. Na trg vstopa nekje letno do 20 tisoč mladih in s časoma oziroma se že opaža, da je potreba delodajalcev na trgu večja od povpraševanja, kar rešujemo tudi z priseljevanjem in politiko zaposlovanja tujcev. Je pa ključna težava v tem, da je izobrazbena struktura delavcev iz tujine relativno nizka oziroma nižja, kar predstavlja težavo za naše delodajalce. Izobrazbena struktura zaposlenih trenutno v gospodarstvu je 10% osnovnošolska izobrazba, cirka 60% srednješolska izobrazba in nekje 30% terciarna izobrazba. Nekateri deficitarni poklici na podlagi podatkov Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega sklada Republike Slovenije, torej več ali manj gre za tehnične poklice, kateri dejansko primanjkujejo oziroma je povpraševanje na trgu dela strani delodajalcev zelo visoko. Dobre prakse in možnosti za izboljšave so programi zaposlovanja za deficitarne in težje zaposljive profile, mentorstvo starejših, programi 45+, 55+, posebna delovna mesta za starejše, torej prilagoditev delovnih mest, načinov dela za starejše zaposlene, kadrovske in javne štipendije, regijske sheme in podobno.
Vajeništvo, dualni sistemi, ni zaživelo še v takšni meri, kot se je pričakovalo. Praktično izobraževanje in usposabljanje v podjetjih, ter spet smo pri vseživljenjskem učenju. Prehajamo na konkretno številke v Pomurju. Torej, pomursko gospodarstvo je v dobri kondiciji, nudi vedno več kadrovskih potreb ter ponudbe po kvalitetnih delovnih mestih strani naših delodajalcev. Na Pomurski gospodarski zbornici želimo delodajalce podpreti pri teh ukrepih oziroma pri njihovih potrebah. Aktivno promoviramo tehnične poklice in usmerjamo mlade pri izbiri pravega poklica, projekt Right Profession 2, dnevi odprtih vrat in podobne aktivnosti. V preteklih 2 letih smo bili tudi vodilni partner kompetenčnega centra za razvoj kadrov v živilski industriji. V kompetenčni center je bilo vključenih 26 slovenskih podjetij z branže živilske predelovalne industrije, od Panvite do Perutnine, Ptuj, Mlinotesta in tako naprej. V okviru kompetenčnega centra smo pripravili model kompetenc, vključili prek 2000 zaposlenih v kmetijsko-živilskih podjetjih, organizirali preko 230 usposabljanj ter razvili 7 panožnih profilov z kompetencami na tem področju. Aktivno promoviramo vajeništvo ter različne oblike poklicnega izobraževanja. Pomurska podjetja so v letu 2018 podala kar 513 potreb po potencialnih vajencih, čeprav imamo trenutno v regiji samo en vajeniški program, to je hotelir gastronom na srednji šoli v Radencih. Aktivno izvajamo tudi izobraževanja delavnice za podjetja in zaposlene v podjetjih preko spot svetovanja Pomurje. Sodelujemo pri promociji predvsem regionalnih štipendijskih shem v okviru Pomurske izobraževalne fundacije ter štipendijske sheme za Pomurje, ki jo izvaja Pora. Pa izvajamo različna praktična usposabljanja mentorjev pri delu, torej praktično pedagoško-andragoško usposabljanje. Prav včeraj je zadnji krog usposabljanj končala nova skupina zaposlenih pri 8 delodajalcih. Stanje v Pomurju na področju zaposlovanja je naslednje. Podatki izhajajo iz naše ankete oziroma analize vprašalnika med delodajalci iz leta 2017. Torej, klasifikacijska struktura zaposlenih je nekje na istem nivoju, kot je stanje v Sloveniji. Torej, večina zaposlitev je z srednjo šolsko izobrazbo, čeprav vidimo iz leta 2000 na leto 2017 upad osnovnošolske izobrazbe in povečanje terciarne izobrazbe. Nove zaposlitve z področja srednjega poklicnega in tehničnega izobraževanja predvideva kar 72% delodajalcev, torej vse zaposlitve, katere bodo realizirali delodajalci, so predvsem vezane na ta segment. Poklici iskani v Pomurju so navedeni na tem slajdu, torej elektrotehnik, elektronik, strojni tehnik, mizar, varilec, torej več ali manj vsi deficitarni poklici, kateri so tudi navedeni strani javnega štipendijskega sklada, vedno manj splošnega, vedno bolj tehnični kader. Ali imajo podjetja leta 2017 delovno mesto, za katerega je težko najti ustrezno izobraženega delavca? Ja. Vidimo, da kar 63% delavcev ima težave pri iskanju, delodajalcev ima težave pri iskanju delavcev in se sooča s problemi iskanja ustrezne delovne sile v višini nekje 45%. Torej, porast iz leta 2000, stanje iz leta 2011 na leto 2017 je kar za dobrih 16%. Po mnenju naših delodajalcev prvih 20 poklicev v prihodnjih 10 letih, navedeni so
po vrstnem redu potreb delodajalcev in delodajalci bodo še vedno po rezultatih vprašalnika iskali ključne kadre, predvsem v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Mogoče najbolj pomemben slajd glede stanja v Pomurju. Torej, področje, na katerih podjetja načrtujejo, da bodo svoje zaposlene dodatno strokovno usposabljala in izobraževala, malo slabše vidim, dopolnilno tehnološko znanje v poklicu, ki ga posameznik opravlja. Torej, več ali manj gre za izpopolnjevanje v tistem poklicu, na katerega delovno mesto je posameznik tudi razporejen. Torej, gre za vseživljenjsko učenje, samoiniciativnost, učenje tudi komunikacijskih veščin in podobno. Zaključna misel. Za uspešno in učinkovito družbo potrebujemo sodelovanje vseh sistemov, gospodarstva, javnih služb in države. Gospodarstvo bo svojo nalogo izpolnilo, če bo seveda imelo ustrezne in primerljive pogoje za poslovanje. S tem zaključujem. Če si niste oziroma si ne boste zapomnili nič od navedenega, zapomnite si vsaj tole. Najbolj se obrestuje investiranje v znanje, investirajte v svoje znanje, investirajte v znanje svojih zaposlenih in izobraževanje se naj prilagaja potrebam in razvojnim smernicam gospodarstva in ne obratno. Projekti sicer trajajo kar dobra 3 leta in v tem obdobju so zabeležili nekaj več kot 2900 vključitev. Razpisanih je bilo več izobraževalnih programov na različnih vsebinskih področjih, med katerimi so udeleženci izbrali tista, ki so se jim želeli posvetiti oziroma jih izboljšati. Izvajali so do 50-urne programe, pri čemer so najbolj obiskani bili računalniški programi in programi za pridobivanje novega jezikovnega znanja. Precej zanimanja pa so bili deležni tudi programi na temo komunikacije in zdravega sloga življenja.